Osnovna šola Rače je ena izmed dveh šol v občini Rače-Fram, osnovna šola, ki ima zraven še tudi 7-oddelnični vrtec. Naš program je obvezen program, takšen podoben, kot ga imajo vse šole v Sloveniji. Razen seveda tega obveznega programa se pa trudimo vsako leto in skozi tudi ponuditi nekatere stvari, ki jih nekatere oziroma druge šole nimajo. Tako smo ponosni, da imamo na naši šoli, v naši stavbi tudi srednjo glasbeno šolo, že kar nekaj let. Potem deluje, razen te glasbene šole, imajo prostore še dve glasbeni šoli zasebni in tako, da imamo ta del umetniškega ustvarjanja zelo lepo pokrit. Razen tega pa smo znani tudi po plesni dejavnosti. Naši učenci se že kar nekaj let zaporedoma uvrščajo na najvišja mesta v standardnih in latinsko-ameriških plesih. Tu je pravzaprav šola Samba, s katero smo naredili eno prijetno sodelovanje, tako da je razen teh plesov, ki smo omenil, tudi poudarek na izraznih plesih. To je, kar se tiče umetniškega ustvarjanja. Zelo ponosni smo tudi na naše športne uspehe. Glede na to, da imamo število učencev nekje med tistimi šolami, ki niso niti velike, niti majhne, ampak naši uspehi so pa ne glede na majhnost šole izredno veliki, tako da se skoraj vsako leto v panogah, kot so rokomet, nogomet, odbojka, uvrščamo med najboljše šole v Sloveniji. Lani smo bili prvič izbrani tudi med kulturne šole leta v Sloveniji, zaradi tega vsega, kar sem že naštel, kajti prirejamo tudi že nekaj let en likovni natečaj, Ferkolinove nagrade v povezavi z Marjanom Tomšičem, našim znanim literatom, in ta natečaj je dobil tudi naslov po eni od njegovih knjig, saj je življenje, spravi začetek življenja, mladost preživel v Račah in ti Ferkolini so nastali ravno v teh krajih. Seveda, naši uspehi se ne omejujejo samo na ta področja, ampak smo zelo uspešni tudi na jezikovnem področju, saj smo tukaj kar v dveh projektih. En je pilotni projekt Jezikovna kopel, v katerem smo pravzaprav že 4 leta in po tem projektu smo tudi že šola, ki svoje izkušnje deli z drugimi, torej smo na nek način vzorčna šola v sodelovanju z obeh fakultetah, mariborsko in ljubljansko, in razen te jezikovne kopeli smo tudi vključeni že kar v projekt zgodne poučevanje drugega tujega jezika, tako da imamo leto že v 7. in 8. razredu. Seveda, lahko bi našteval še veliko stvari. Imamo veliko, naši učenci so dobili veliko priznanj na predmetnih tekmovanjih na državnem nivoju. Vsako leto imamo kar nekaj zlatih, ogromno srebrnih, da bronastih sploh ne naštevamo. In krožki so tista stvar, v katero bi bilo tudi verjetno potrebno omeniti, saj smo ponosni, da v naših dejavnostih, torej izvenšolskih, tako zvani krožki, sodeluje tudi veliko zunanjih mentorjev. In zaradi tega seveda je posledično razvidno iz mojega prejšnjega pripovedovanja, da so uspehi tukaj. Zelo ponosni smo tudi na sodelovanje, uspešno sodelovanje z starši. In pravzaprav ne beležimo nekih velikih nesporazumov, sproti se dogovarjamo in pogovarjamo o vseh stvareh, tako da mislimo za sebe, da smo odprta šola, da smo šola, ki je usmerjena v Evropo in šola, ki ve, da zmore veliko, in to poskušamo tudi doseči z našim vsakdanjim delom. Naj se samo kot primer povem, lani je bila zelo odmevna akcija Očistimo Slovenijo, ampak mi v povezavi z občino Rače-Fram in z lovsko družino to delamo že kar nekaj let. Torej vsako leto aprila ob dnevu zemlje očistimo Rače
in uspeh je v zadnjih letih neverjeten, saj se je število divjih odlagališč na področju naše občine precej zmanjšalo in menimo predvsem zato, ker so učenci, naši otroci doma povedali starejšim, da pač tako se ne dela za naravo. Lahko bi še več stvari našteval, ampak ne. Torej, jaz sem Peter, prihajam iz osnovne šole Rače. Tukaj so me prosili, da povem par stvari o šoli. O šoli bi predstavil predvsem, da imamo dobre učitelje, fajn malce, lepe urejene učilnice, dobro telovadnico,